Vsak dan, ki mine, je več Irancev usmrčenih. Ta teden je bil 19-letni Arvin, ki so ga aretirali med januarskim uporom. Režimsko sodišče ga je obsodilo zaradi, citiram, vojne proti Bogu. In pretekli konec tedna so ga obesili v zaporu na severu Irana. Najstnika so usmrtili, ker se je udeležil protesta. In potem danes zjutraj sta bila še dva, Omid Bezat in Purja Savat, skrivaj usmrčena ob zori. Oba so aretirali med 12-dnevno vojno in obsodili vohunjenja za Izrael. Brez sojenja, brez javnega sojenja, brez obvestila, ničesar, razen potrditve režimskega sodstva, da so jih že usmrtili. To se dogaja zdaj, danes, medtem ko snemam to oddajo. Le nekaj dni pred tem je ves svet videl, kako te usmrtitve v resnici potekajo. Saj smo v Isfahanu videli stotine ljudi, ki so se zbrali pred zoro in poskušali preprečiti obešanje dveh mladih moških. Posnetke z tega trga je težko gledati. Množica, ki stoji v temi, vzklika silam IRGC. Sramota in jih prosi, naj se to ne zgodi. Varnostne sile pa so namesto tega nasilno razgnale protestnike in nato vseeno obešale oba moška javno na trgu. In to je celoten namen teh javnih usmrtitev. To je gledališče. In občinstvo je vsak Iranec, ki gleda. Zdaj, morate razumeti, da nič od tega ni osamljen primer. Samo julija je režim usmrtil vsaj 67 zapornikov. Zdaj je tožilstvo v Teheranu celo napovedalo kazenski pregon proti vsakomur, ki javno obsoja te usmrtitve. Že zdaj je na desetine protestnikov, ki jih bodo kmalu usmrtili. Povežite to z vsem, kar smo pravkar povedali v prvi zgodbi, saj se ta val usmrtitev ne dogaja kljub temu, da Washington zadržuje ukrepe. Dogaja se prav zaradi tega. Represija znotraj Irana postaja hujša, ne boljša. Vsakič, ko ta režim sklene, da bo preživel. Ko Trump odpove napad zaradi dogovora, ki se seveda nikoli ne bo uresničil, ko se grožnja resničnih posledic vedno znova umakne v zadnjem trenutku, tega mule ne razumejo kot povabilo k zmernosti. Razumejo to kot dovoljenje za čiščenje lastnih vrst.